Lep dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pusti naj govorijo, naj predvidevajo in ugibajo, to je vse, kar imajo. Ali naslednja, ne prosi za ljubezen, ne počni tega, kraljica se ne ponuja, kraljica izbira. Ja, prav ste slišali, danes vstopamo v ulico lepih misli, po kateri bova hodili Martina Arčon in Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, besedna ustvarjalka. Dober dan. Dober dan. Najprej naj lepo pozdravim poslušalce Radia Robin in najlepša hvala za povabilo. Hvala, Katjuša, ker ste se odzvali. Hvala seveda tudi našemu pokrovitelju, podjetje Spintek, častni pokrovitelj, gospod Goran Miškulin. Tako da, ja, vstopamo med koraki do uspeha. Pa morda, Katjuša, za začetek, kaj je za vas uspeh? Zame je uspeh odziv ljudi. To mi največ pomeni, me osrečuje, kadar dobim, naprimer, privat sporočila, kako zgodbo, da dajem ljudem upanje in da je to moje poslanstvo in da pomagam ljudem skozi misli. In o prav tej ulici lepih misli bova danes govorili, to je vaša blagovna znamka ali tržna niša? Kar blagovna znamka, stara že 10 let. Začela se je zelo spontano. Na Facebooku sem odprla Facebook stran Ulica lepih misli in začela objavljati pesmi. Iz pesmi so nastali verzi, iz verzi pa misli. So pa tudi vse moje pesmi obarvane tako pozitivno z nekim sporočilom, tako da so se lepo izlile potem v misli. In potem sem začela objavljati samo misli, ker sem videla, da je to ljudem všeč. In že 10 let lahko rečem, da dnevno, vsak dan objavim eno misel. Tudi dnevno ustvarjate? Dnevno, ja. To so misli o življenju, misli, v katerih se pravzaprav najdemo vsi? Ja, jaz pravim, da mi jih piše življenje, dogodki, okolje, razne, ne vem, črpam res iz življenja, to, kar se mi dogaja meni ali mojim bližnjim prijateljem, kar zaznam, da je dobro spremeniti ali pa mogoče koga z nečem obdariti ali pa spomniti. Tako da pravim, da so moje misli v bistvu sporočila, ne navodila, kako živeti. Tako da vsak si vzame lahko tisto, kar mu služi. Se pravi, kot nekakšni opomniki, kaj ne? Ja. Ampak niste vedno samo ustvarjali. Verjetno je bila kar težka odločitev, ko ste pustili redno službo, kaj ne, in šli tako rekoč na svoje. Ja, ustvarjala sem, naprimer, kot otrok sem rada pisala pesmice, potem je skozi najstništvo to zamrlo, sem potisnila na obstran. Potem so pa razne izkušnje v življenju me pripeljale do tega, da sem spet začela izlivati svoje čustva in sem videla, da mi to pomaga. V službi pa sem čutila res nezadovoljstvo, nisem bila srečna, zdelo se mi je, da zamujam življenje, da zamujam srečo in sem se odločila potem v bistvu, da dam odpoved in da grem na samostojno pot in da začnem ustvarjati to, kar me veseli. Začeli ste tako rekoč iz nič, samo z idejo in željo. Ja. S tem, da ste poslušali sebe, a ne? Ja. To, da sem dala sebe na prvo mesto in da sem šla za tem. Imela sem pa res, to moram povedati, ljudi, ki mi stojijo še zmeraj ob strani, prijatelje, ki mi spodbujajo, tako da to je res taka lepa opora. Katjuša, kaj vas vsak dan znova žene naprej? Po podjetniški poti? Po podjetniški poti me žene to, v bistvu, da želim svoja dela prikazati ljudem. Tudi potrebujem ljudi, da me podprejo, da lahko ustvarjam naprej, da lahko izdajam nove knjige in predvsem to, da jim pomagam. To si želim v prvi vrsti. Koliko je vas v vseh teh mislih, bom rekla, v vseh teh idejah, kajti zelo ste aktivni na socialnih omrežjih, pa tudi sicer, koliko predstavljate sebe in koliko delate za trg, če se takole izrazim? Lahko povem, da predstavljam vse misli, predstavljajo mene, ker izhajajo iz mene, so moji občutki, moje vrednote, moj pogled na svet, tako da mislim, da je vse iz mene, ker tudi jaz jih rabim. Kakšna so sporočila tistih, ki jih berejo?
Ja, odvisno. Nekateri jih razumejo, tako kot sem želela, nekateri jih ne razumejo in se temu upirajo. Jaz vedno rečem, vzami tisto, kar ti pride prav, kar rabiš, ostalo pusti, ker ti očitno ne še pripada. Tako da se ne spuščamo v neke razprave, posebno na Facebooku, zna biti kar pestro včasih. Imate veliko tako imenovanih hejterjev? Zadnje čase imam, ker sem začela objavljati misli tudi glede svojega prepričanja, tudi glede, ne vem, trenutnih razmer. In so ljudje nekaj občutljivi, no, in se čutijo dolžni obrazložiti, zakaj ne mislim prav. Pa ste tako rekoč upornica v tem smislu, da želite, da obvelja vaša, ali se spuščate v konfrontacije na teh socialnih omrežjih? Zna biti tudi nelagodno, kaj ne? Ja, tudi pri meni kdaj ego prevlada, tako da se včasih imam željo, ja, da sem upornica, da povem, kar mislim. In mislim, da je to tudi moje poslanstvo, da se na ta način izražam, ker, ne vem, všeč mi je, da sem to, kar sem in se tega ne sramujem in sploh me niti ne zanima, da bi se zdaj spuščala z ljudmi v neke pogovore, debate. Tako rada opišem svoj pogled na svet. Se pravi, in pri tem vztrajate. To vas je naučilo življenje, verjetno so to zgodbe, ki jih beremo, vaše osebne izkušnje. Ja, mislim, nisem rada več tiho. To pride z leti? Ja, ko se postaviš na prvo mesto in včasih je treba, no, ker objasniti svoje, zakaj tako čutim in zakaj me to prizadene, zakaj me to boli, da mogoče se bo ljudje od tega kaj naučili. No. In če vas takole vprašam, kdo so vaše v narekovajih rečeno stranke? Ja, moje stranke so, ali so to mladi ljudje, tam nekje 25-30, ali pa prav oboževalke so pa starejše, no, gospe. Ki jih je življenje že nekaj naučilo. Ki se bolj verjetno zlijejo z vašim pogledom na svet. Ja, tudi več časa imajo. Ne vem, je ena gospa, ki si vsak dan misel napiše v zvezek. Tako, mislim, smo ratali prav že mali prijatelji, klub, ja, tako da je lepo. Katjuša, mnogi vas poznajo po zapisih, o tem govoriva, ki se pravzaprav človeka globoko dotaknejo. Kdaj ste ugotovili, da imajo vaše besede posebno moč, če tako rečem? Ja, kot sem že omenila, po odzivih na socialnih omrežjih, potem dosti dobim tudi prošenj, naprimer me kontaktiralo društvo, če lahko imajo moje misli na majici. En fotograf me je kontaktiral, da ima razstavo, pa da so pod slikami misli na razstavi. Take odzive ali pa ti kamni sreče, ki se zdaj pogosto delijo, tudi je ogromno mojih misli. Tako da potem ali pa tudi po sporočilih, ko so ljudje bolni, ko dobijo neko upanje, taki lepi odzivi. No. Se pravi, vse to vam da dodatne energije, moči, vam pove, da ste na pravi poti? Tako, ja. Tudi Facebook stran, mislim, imam že 67 000 sledilcev. In je to, vidim, da ljudi, no, da jih zanima in da radi spremljajo. Ste bili kdaj v dvomih, ali je to nekaj, s čimer se boste, če rečeva takole, lahko preživljali? Ne, ker se mi zdi, da to je prav del mene. Tako, ko diham, mislim, tudi zdaj, ne vem, če bi imela redno službo, bi to še vedno počela. Ja, vsaki dan, ker ne bi spustila, no, ker se mi zdi, da bi se mi kar podaril svet. Prejle sva rekli K morju po lepe misli in pesmi, to je nova knjiga. Ja, to je nova. Zakaj je posebna? Zato, ker je 10. in v bistvu 10 let ustvarjanja, tudi praznuje z njo. Čestitke. Hvala. V njej so pa take lahkotne misli, v bistvu kar sem objavljala v roku enega leta na Instagramu ali pa na Facebooku, potem združim v knjigo, dodala sem tudi nekaj pesmi, ki mi pomenijo, tako da za spomin. Se pravi,
napisati pesem ali podariti misel, napisati kakšno razmišljanje, kakšna je razlika, odkot tale notranja inspiracija? Se v hipu odločite, to bo to, pravite, da morate, oziroma naj bi šli večkrat k morju iskati. Ja, Tudi inspiracijo, kaj ne? morje obožujem. Pesmi se največkrat zgodijo, kadar sama doživim neke občutke. In najlažje jih zlijem na papir po noči ob 3 zjutraj. Takrat se mi zdi, da sem najbolj ustvarjalna, ker imam svoj mir in tako zasanjano je, mi da neko, lažje mi vse steče, no, tako bom rekla. Misli pa so dnevno, no. Po druženju s prijateljico, kdaj se zaklepetava, padeva v kakšne globoke debate. Ja, Mogoče bo kakšna nastala tudi po današnjem pogovoru. Ja. In ne vem, povem 2 stavka in rečem, evo misel, tako da, ne, pa si jo zapišem. Tako da, ja, kar leti iz mene, no, to se mi zdi, da... Veseli in ponosni smo, da jih delite tudi z našimi poslušalci na Radiu Robin vsak dan znova. Tako da to sodelovanje je že, lahko rečeva, utečeno. Utečeno, hvala. Jaz sem hvaležna, ker me zelo veliko ljudi prepozna prav preko vašega radia in mi povejo, da spremljajo in da kako lepo in da čakajo misli, tako da sem res prav počaščena in zelo hvaležna. So pa to govoriva o življenjskih situacijah, se pravi pozitivne misli. Ste kdaj, kot radi rečemo, tudi v temi in tudi takrat nekaj izlijete na papir? Ker, ne vem, pesniki, ko gledamo za nazaj, smo se v šoli učili, so vedno bili najbolj inspirativni, ko jim v življenju ni šlo najboljše. Ja, sej ponavadi je tako, naprimer, imam očeta v Prlekiji in kadar obiščem te kraje, mi je vedno težko, kadar odhajam domov in takrat vedno nastane ena pesem. Tako, kadar me kaj lomi, no, tako bom rekla, takrat si pomagam in dam na papir. Drugače pa niso prav vse moje misli zdaj prav pozitivne, so tudi misli, ki so malo neposredne, zato ker želim včasih ljudi zbuditi, tako kot sebe, in negativne pa vsekakor niso, no, tako da upam, da izvlečejo iz tega zase nekaj pozitivnega. Kot rečeno, danes stopamo po ulici lepih misli, skupaj s Katjušo Kosovel, blagovna znamka, ki je, Katjuša, pravite, nastala kar precej nazaj. 10. knjiga je zdajle zunaj, o kateri govoriva K morju po lepe misli in pesmi, pa morda za poslušalke in poslušalce, katero bi nam podarili iz te nove stvaritve. Z veseljem, prebrala bom misel. Nekateri nimajo ničesar, a nosijo v sebi neizmeren pozitivizem. Drugi imajo vse, pa so kljub temu negativni in zagrenjeni. Nič materialnega te ne more rešiti, če ne znaš živeti v svoji duši. In take, bom rekla, in podobne krojijo vaš vsak dan, ko se tako rekoč ozirate, oziroma ko hodite naokrog z odprtimi očmi. To je najpomembnejše. Ja. Z odprtim srcem, očmi, opazujem okolico, ne sodim zdaj, da bi se, ne vem, delala to namenoma in potem nastane misel. Kaj ste se naučili kot umetnica in kaj kot podjetnica? Kot umetnica sem se naučila, da ne smem gledati na trende, recimo, kaj je zdaj trenutno moderno, kako se piše, da moram ostati tako, kot sem začela, to, kar sem. In ker to, tako so me ljudje sprejeli, tako so me začutili in da delam srcem, da sem do ljudi prijazna, zelo rada tudi z njimi, ne vem, vedno, ko mi kaj naročijo, se jim zahvalim. In v bistvu, da ustvarjam... Ta osebna nota, ne, ko pošljete knjigo na dom, je prisotna vedno znova, smo presenečeni. Ja, jaz tako vedno rada še kaj dodam zraven knjigic, da res razveselim ljudi in vsak rad dobi nekaj, no, še tako... Neko presenečenje, poklon. Pozornost, ne? Pozornost in tako, da res vsakemu se zahvalim in sem zelo hvaležna za vsak nakup.
Zdaj skozi podjetništvo pa se še učim. Lahko bi, ne vem, ob kontaktu z ljudmi več povedala osebi, več ponudila. Naprimer, mi pohvalijo misli, bi lahko dodala, da imam knjige, da bi tudi kaj prodala, da bi še lažje ustvarjala. Tle se mi zatakne, tako malo sem sramežljiva, čeprav sem zelo ponosna, kar mi je uspelo. Na tem moram še delati. No. Se pravi, ta prodajni moment. Ja. Mogoče imate občutek, da ste vsiljivi, če Ja, ponudite to, kar imate? ker potem tako imam občutek, da bo vsak rekel, kupim zato, ker sem ponudila, ne? Da sem neki vsilila. Ampak umetnik mora tudi od nečesa živeti, a ne? Ja, tako da sem vedno bolj prisiljena v to, da gledam tudi skozi oči podjetnika in da vklopim malo marketing in da mi bo lažje teklo tudi naprej. Ste sami v svojem podjetju, za vse skrbite sami, imate namreč res prekrasne objave, vse zaranžirano, kot pravite, knjigice so old school varianta, kar ima poseben čar. Ja, to sem tudi zelo hvaležna, sem dobila to mojo tiskarno in založbo, ker mi v bistvu delajo knjige v italijanski vezavi, tako da mi vse knjige ročno zvežejo in tudi tak vintage papir mi je všeč. Tako me spominja na moje otroštvo, ko smo bili, mislim, ko sem bila mlajša, kakšne so bile knjige in je to res tako ročno delo, no. Tako da vse skupaj je ena lepa celota. Ja, imate neverjeten, če smem dodati, svoj pogled, čut za estetiko. Se pravi, kompozicije, ko gledamo vaše slike, od cvetja do raznih vintage predmetov, misli, to nastaja vse v svoji lastni domeni? Ja, tako v bistvu sem zraven fotograf, prodajalec, urejam družabna omrežja, s tem, ko objavljam, potem te misli delam tudi v programčku in se tudi tam zabavam, tako da sem tudi nek grafični oblikovalec. Tako da je kar pestro, no, in zelo zanimivo. Kako bi rekli, kako gre umetnost z roko v roki z podjetnostjo? Ja, jaz mislim, da mora obvezno, ker vsak umetnik teži k temu, da bi njegova dela bila predstavljena, da bi se dotaknila ljudi, da bi se kupovalo, da bi lahko naprej ustvarjal. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, no. Mora iti z roko v roki. Ampak kot vas razumem, se je potrebno v vašem primeru še veliko naučiti na strani podjetništva, podjetnosti, umetnost pa je pa že položena. Ja, to se še učim, ja. Tako da tudi, ne vem, je lepo, da, mislim, fajn je, da veš, kdaj ponuditi ljudem, ne, kdaj napisati prodajno objavo, da doseže sploh z algoritmom določene ljudi. Ker zdaj, recimo, na moji strani ogromno ljudi, ne, dobijo tisti, v bistvu, ki mi všečkajo objave, ne dobijo pa tisti, ki samo berejo, ne. Tako da zdaj, tle sem malo spopadan z algoritmom. To se dnevno spreminja, tako rekoč. Ja. Tako da, je potrebno vztrajati, je potrebno slediti trendom, je potrebno non-stop biti prisoten in delati. Se pravi, lahko rečemo, da ste v službi 24 ur na dan. Tako. Kaj, lahko rečemo, da ste tudi raziskovalka življenja, Katjuša, glede na to, da nas opominjate, kaj je v življenju pomembno skozi svoje misli? Ja, kar nekaj sem že doživela, tako da mi spravim, da me življenje uči. Tako da sem bila v določenih vlogah, tako da se mi zdi, da kar razumem življenje, no. Kaj vas ta hip morda v življenju najbolj navdihuje? Najbolj me navdihuje, trenutno objavljam misli za ženske. Draga moja, v tem smislu, ker bi rada, mislim, posebno ženskam povedala, da ni nobene potrebe, da se vdajo v usodo, da, ne vem, da trpijo v službah, da prenašajo razne udarce,
nedobesedno, da pač, da imajo možnost, da se postavijo zase v tem smislu. No. Zakaj imate občutek, da je tega veliko? Ja, imam občutek, da še zmeraj ljudje se ne zavedajo, da živimo samo enkrat, da življenje je eno in da jaz mislim, da usoda ni zapisana, da si jo pišemo zelo pogosto sami. Tako da spodbujam, no, da bi se sprejele, imele rade in da bi se dale sebe na prvo mesto. In se ženske oglašajo, ja? Ja, to so recimo na Instagramu, imajo zelo radi takšne misli. Kaj še pa vendar moram reči, da ste v zadnjem času postali nekoliko bolj tudi družbeno kritični. Si upate več povedati, zakaj? Ja, jaz izhajam skozi ljubezen in me zdaj pač vse, kar se dogaja v svetu in v naši družbi, zelo zmoti. Me zmoti, zakaj smo ljudje pozabili, da vsak ima svoj nahrbtnik, pravim, vsak ima svoje skrbi, vsak ima svoje življenje in vsak odgovarja zase. Mene, na primer, dejanja drugih ljudi, na primer iz ljubezni, ne motijo in ne vem, tle se malo bojujem, no, kako, na primer, ljudje, bom zdaj kar iskrena, ki verujejo v Boga, ki so verni, kako lahko spregledajo ljubezen v vseh oblikah, kako lahko spregledajo umiranje otrok, čeprav pravijo, so daleč. Jaz mislim, da je to lahko zelo blizu nas in je treba biti sočuten in empatičen do ljudi, ki trpijo. In vedno pravim, v bistvu jaz nisem odraščala sem odraščala kot ateist, ko sem bila vzgojena, ampak spoštujem. Se pa vedno sprašujem, kaj bi, na primer, bom kar povedala, ker zdaj to čutim, Kristus ali pa Bog rekel, ko bi videl, kako se ti ljudje, ki verujejo vanj, obnašajo do drugih in do sveta, no, vse, kar se dogaja, mislim, v Gazi, na primer. To me, ne vem, znam zvečer tudi, ker vidim te posnetke, tudi biti kar čustvena, no, in me kar zlomi. In si mislim, kje je svet, da ne ukrepa, da ne pomaga. Zakaj si zatiskamo oči? In zato ste se odločili, da boste glasnik, da boste o tem govorili. Ja, da boste dobesedno lahko rečeva pokazali tudi s prstom. Ja, ker če dam vse od sebe, mislim, če dam pozitivne misli ljudem, lahko se tudi mi dovolijo imeti to pravico, da se izrazim tudi na tak način, da povem, kaj me moti v družbi. Ko gledam influencerje in vi ste na nek način, neke vrste, bom rekla, na teh socialnih omrežjih s svojimi mislimi tudi influencerka. Velikokrat se čudim, ker pač, bom rekla, pišejo, govorijo, kot češ, da ne sprejemajo kritik, da ne sprejemajo, da se nekdo z njimi ne strinja, da tega jim ni potrebno brati in da to jim ni potrebno odgovarjati. Ampak če si na nek način te sorte javna oseba, potem moraš sprejeti pluse in minuse, ki jih ta služba, če rečem takole, ali vloga prinaša. Ste dovolj močni, da to... Ja, zato, ker se pač zavedam, poznam življenje, kot sem rekla, in vem, da vsak, ki napiše negativno kritiko ali pa žalitev, tega na Facebooku ogromno, v bistvu je to njegova nemoč, njegova žalost in on se s tem bi rad prišel v spredje, nekoga prizadev, zato ker je sam prizadet. Ni pa to zdaj neko opravičilo za njih. To je v bistvu zame, da jih opravičim, no, zakaj to počnejo. Da se me ne dotakne, da vem. Ne, ker konec koncev danes ima vsak dostop do interneta. Si to ne ženete k srcu, kot rečemo po domače? Ker veste, da je pač to njegovo. To je njegovo, ja. To sem se naučila. To je njegovo in ne pripada meni, ne. Ker ljudje, kadar smo žalostni, kad nas nekaj prizadene, se pravi, da smo njegovo resnico vzeli za svojo. Ne? Tako da tega ne dopustim. Je pa res, da nimam rada, da bi mi v ulici zdaj kakšni negativni komentarji. Ja. Ne? Vseeno, jaz si mislim, glej, to ti ni všeč in ne moram te spustiti v moj dom. Ne? Tako da
se ne ukvarjam s takimi ljudmi. Se pravi, znate postavljati meje. Ja, se učim, zdaj kar znam. No? Ja. Katjuša, mogoče, kaj vas je življenje, če nadaljujeva, naučilo o pogumu, morda predvsem tej podjetniški vlogi? Ja, da je pač, moraš biti ustrajen. Pridejo tudi dnevi, ko, ne vem, se zalomi, kaj v tiskarni, knjige so obljubljene, ljudje čakajo. Da je treba ustrajati, biti pošten, kontaktirati z ljudmi, jim iskreno povedati težavo, naprimer, in da ustrajaš na svoji poti, ker sanje si to zaslužijo. Ko ste stopili na svojo samostojno pot, ste si za trenutek morda odgovorili na vprašanje, kaj pa če ne bo šlo? Ste se ukvarjali sploh s tem strahom ali ste na nek način zaupali sebi, svoji poti, svojemu poslanstvu? Ja, jaz sem bila takrat, se mi zdi kot pred nekim prepadom, ker ni bilo druge možnosti. Vedela sem, kaj si želim. To je tako, živeti ali umreti. Ja, ker sem toliko pogrešala svobodo in svojo družino. Jaz sem zamudila v bistvu otroka, mojo hčerko Nino, ki je rasla. Ki je tudi umetnica. Tudi. In tega tako mi je še zdaj žal, no, da sem ustrajala nekje, kjer mi ni bilo všeč. Danes sem pa hvaležna. No. Pred leti sem bila še v taki vlogi žrtve, da sem to obsojala, kaj se mi vse dogajalo in tako. Danes sem pa vse tem ljudem hvaležna in imam nek občutek, da jih imam celo rada. No. Tako danes, ker brez njih ne bi bila to, kar ste in tu, kjer ste. Tako, ker sem se res veliko naučila. Katjuša, slušalke na ušesa, prosim lepo, da boste slišali vprašanje našega prejšnjega gosta. 40 let letos obeležuje Gianni Rieves, ki smo ga tudi povabili v Korake do uspeha. In kaj ga zanima? Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima? Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo? Katjuša, kakšen je odgovor? Ja, hvala za vprašanje. Jaz raje, ko prosim, jaz raje dam. No. Vse sem jih prej omenila. Ja, da se moram večkrat ponuditi za kako sodelovanje, mogoče pa bo danes me kdo kontaktiral. Ja, nikoli se ne ve. Se pravi, še niste pravzaprav rekla, bom takole prosili za sponzorstvo, za donacije, za to, da lahko lažje ustvarjate. Pri drugi knjigi sem se prijavila na razpis in mi je občina Ajdovščina sofinancirala knjigo Draga moja, tako da sem tudi to zelo hvaležna. Drugače pa s prodajo. Kar prodam, si naročim nove knjige in to je tak začaran krog. Obračam denar, ja. Katjuša, tudi vi morate postaviti vprašanje našemu naslednjemu gostu. Klaudiji Tuta bo v našem studiu. Zanima me, odkje je navdih tudi in kaj si želi s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla. Odlično, Katjuša, hvala. Za konec pa vas ne spustim iz studia Radia Robin, dokler nam ne podarite še ene vaše misli, morda izbrane naključno, ne vem, kaj je tisto, kar bi podarili poslušalkam in poslušalcem. Ja, danes zjutraj sem nekaj brskala po telefonu in sem zasledila to misel, tako da bom kar prebrala. Začni dan s soncem, v najslabšem primeru bi ob dežju dobil mavrico. Hvala za sonce in hvala za mavrico. Najlepša hvala vam za povabilo, za sodelovanje. Katjuša Kosovel je bila v naši družbi in vaši, drage poslušalke in poslušalci. Martina Arčon, se vam zahvaljujem za pozornost, zahvaljujem pa se tudi za podporo podjetju Spintek in generalnemu pokrovitelju Goranu Miškulinu. Hvala in lep dan še naprej. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.